Ok, letos boš nastopila po kar nekaj časa spet na Pivu in cvetju. Česa se letos veseliš bolj, piva ali cvetja? Vsega, tudi pivo si bom privoščila po koncertu. Eno. Sicer pa vesela sem, da se vračam res nazaj na festival in prvič na oder Zlatorog. Janin oder je povedala, tako da upam, da bo Jana kaj z nami zapela. Veselim se, cela zasedba se veseli, fantje verjetno bolj zaradi piva, jaz pa punce bolj zaradi cvetja, ampak imamo tudi punce rade pivo in fantje imajo tudi, upam, da radi cvetje, tako da obljubljamo en dober večer, dober koncert, prihaja z mano tudi razširjena glasbena zasedba, celotna ekipa v bistvu, ki je bila z mano tudi na koncertu na odru Stožic, tako da se zelo veselim. Tukaj pa ne boš iz nekih stropov dol, pa letela ali tudi? Mogoče pa, da je to pa Dejan povedal, če bomo kaj. Dejan, ti povej, če se da kaj zrihtati v Laškem, a veš v Stožicah, ne? Glih te je napeljala, da sem jaz spustila s stropa. Sem bil, sem gledal. Torej, je rekla, če se bomo tudi v Laškem, ne sem rekla, da to pa najbrž ne, ampak mogoče imaš pa ti kaj. Oder bo ful velik, tako da dej razmisel, bom že jaz ti štrik zrihtal, pa te bomo dober prevezali. Drugače pa, kar morate v Laškem vedeti, da je ful lepih deklet, cvetje, pa pivo. To je najbolj pomembno. Pa tudi ti boš na odru, ne? Ja, sem ful vesel, ker dejansko jaz živim v Pivu in cvetju, tako da zdaj, ko so vstopnice, tako da jaz živim not, jaz sploh karte ne rabim kupiti, ker sem že noter, tako da to je to. Ti si tudi stanovanja spustil v bistvu. V bistvu jaz imam, prav sem štel lani, od hiše do odra imam, mislim, da je 98 korakov. Piva ne pijem, vendar sam festival pa takšne prireditve izkoristim za to, da probam nove izdelke, torej, čeprav razumem, je to spet nova variacija na temo. Kot amater pri pitju piva moram pohvaliti, deluje v redu. Torej, da, festivala se veselim tudi zato, da probam kak nov tovrstni izdelek. Drugače pa, odri, tehnika, ljudje, okolje, to so vse stvari, ki prispevajo temu, da glasbeniki na tak ali drugačen način doživimo koncert. Jaz se ne spomnim, da bi kadarkoli imeli slabi nastop na Pivo in cvetje, tako da vsako leto se veselimo tega. Program bo pa kakšen? Zagotavljamo, da bomo vse eksperimente pustili v našem placu za vaje, torej od korone dalje, znamo ceniti vsakega, ki pride na to vrstne prireditve, zato zagotavljamo preverjeno sami hiti, železni repertoar in mislim, da je to najboljše možne darilo za vse, ki pridejo na koncert. Oboje, predvsem pa odra, ker sem si ga tako želela že lani, pa ga nažalost nisem mogla osvojiti, letos pa bom imela to čas, da bom nastopala s svojim bandom in sem zelo, zelo vesela in hvaležna, da se bo to končno realiziralo. Kaj pa pripravljaš? Pripravljam ful hud žur, 2 nova komada bom predstavila, tudi takrat bosta zunaj, potem absolutno malo rockerskega pridiha, tudi kak tuj komad, kakih Queenov ne bo manjko, ker jaz sem vseeno malenkost rockerca po duši, tako da se noro veselim tega nastopa, res že odštevam dneve do tega. Pa tudi kakšno pivo bo verjetno steklo po grlu, prej si omenila, no, da ga imaš rada? Absolutno, pač pivo obožujem na splošno, ko pa je poletje, pa še toliko bolj. En mrzel pirček pred nastopom, da si malo ogrejem glasilke, bo sigurno prišel prav. Pa jaz sem vedno bolj za cvetje, ampak tudi kdaj takole, ko je res vroč dan, pa še ena kupica mrzlega piva, tako da drugače najboljša kombinacija je pa oboje. Pa če je še zraven dobra muzika, pa če so od spodaj ta pravi žureri, ta pravi ljudje, pa je pa to sploh nepozaben večer. In zdajle jaz, kot prvič, ko bom stopil na oder Piva in cvetja, pričakujem, da se bo to nekako vse skupaj združilo ravno na tej prireditvi in da res lahko pričakujemo en tak nepozaben petek, torej jaz bom tam 12. julija, pa ne samo nepozaben petek, celo bomo rekli kar nepozaben festival. Jaz bom tako rekel, za Pivo in cvetje je to kar ena taka lepa tradicija, ki jo moramo vzgajati, ki jo moramo gojiti in to je en izmed večjih festivalov v Sloveniji in lepo je, da imamo Slovenci na tako majhnem prostoru, kot smo, 2 milijona nas je, ampak vseeno premoremo en tak močen, velik festival, kot je Pivo in cvetje, ne? Sploh pa s tako tradicijo. Slišali bomo pa verjetno bolj poskočne take komade, ali?
Pa v bistvu glasba je mavrica, slišali bomo tako rekli, ljudje bojo lahko prepevali 2 uri, slišali bojo od tistih starih hitov od očeta, slišali bojo nove hite od nas, od mene, tako da v bistvu igrali bomo vesele, poskočne, igrali bomo tudi kakšne take, da se bojo ljudje lahko objeli, a ne? Ker če bomo samo šponali tempo, se nam ne zdržali. Tako da vse bo. Najbolj se veselim nastopa, zaradi tega, ker je menilo po mojem 5 let, odkar smo zadnjič igrali tam, je pa vedno super in tisti veliki oder, tista masa ljudi pred tem, res te dvigne, piva pa seveda tudi bo nekaj, toliko, da bomo ravno v pravi formi. Cvetje pa ponavadi nekako spregledam. Čeprav si v Rožicah. Ja pa, lej, moraš piti do tiste mere, da še nisi. Kaj pa pripravljate? Ja, za pravzaprav največji slovenski festival, gotovo jagodni izbor naše muzike, pa predvsem to, da bomo zveneli kompaktno, da bo energija prava, da bomo izpolnili pričakovanja tistih, ki bodo ta večer tam zaradi nas.